Ko sem šla v pokoj, sem se odločila, da grem na fotokrožek, ker me je ta fotografija že od nekdaj zanimala. Mentor pa svoje delo opravlja res vestno in skrbno, z vso zavzetostjo. Vsakemu želi posredovati čim več informacij, ki mu bodo koristne za izvedbo fotografije. Veliko idej ima in nam želi fotografijo predstaviti na tak način, da res dobiš fotografsko oko. Naše poslanstvo pa temelji na vseživljenjskem izobraževanju starejših. V bistvu mi opolnomočimo naše članstvo starejše, da pridobivajo na samozavesti. Moja fotoskupina, torej aktivnost v tej, je bila prej slučajno kot namenska. Ker sem pa poznal od zunaj vseeno, da gre tukaj za skupino, ki se družijo, skupino, ki imajo svoje kontakte, da se počutijo zelo dobro v tej sredini, sem jim predlagal, da bi lahko jih prevzel, ampak prevzamem jih čisto drugače, kot je zdaj bilo. Bolj skozi poučevanje fotografije, ne pa samo kot fotografija, da se dobimo, da si ogledujemo fotografije. Želimo biti vidni in če ne razstavljaš, v bistvu ne predstavljaš nič. To niso fotografi z dolgoletnimi izkušnjami. To so taki, ki so se upokojili in želijo, da se nekam vključijo. Saj niti sami ne vejo, kaj bo iz tega ratalo ven. Ko pa skozi predavanja, skozi fotodelavnice pridejo do spoznanja, da so nekaj naredili, nekaj, kar tudi drugi cenijo, potem so na to tudi ponosni. Fotografska skupina pri Andragoškem društvu Morje je v marsičem podobna sorodnim skupinam po Sloveniji. Tudi njihovi prvi koraki so bili počasni, vendar zato nič manj odločni pri iskanju novih spoznanj, ki jih ponuja vseživljenjsko učenje. V tisti čas sega tudi sodelovanje izolskih fotografov z Ljudsko univerzo Koper. Njihove fotografije tako že 15 let razveseljujejo zaposlene in pa tudi vse druge obiskovalce Ljudske univerze Koper. V iskanju novih motivov in pa iz raznih možnosti jim želimo veliko uspehov ali drugače povedano v fotografskem jeziku, dobro luč, dragi fotografi in fotografinje. Univerza za tretje življenjsko obdobje ima tudi kar nekaj kulturnih skupin, ustvarjalnih skupin. Fotografi so zelo dejavni, imajo dosti projektov, dosti razstav. Jaz njih vidim predvsem kot ene velike entuziaste. In to se potem seveda izraža skozi njihovo delo, skozi njihove razstave. V bistvu zelo plemenitijo to izolsko kulturo in so zelo prisotni in razpoznavni.